Večerova porota mladih na letošnjih predsedniških volitvah, Večerovo soočanje je za nami. Kakšen vtis ste si ustvarili o kandidatih? Se je vaše mnenje o njih spremenilo? Kljub temu, da so bila vprašanja precej konkretna, so se kandidati spretno izogibali konkretnim odgovorom. In tudi o mladih v bistvu nič novega, pač vsi so vedno mer ponavljali, da gospodarstvo je treba ojačati, ampak oni tega ne morejo. Menim, da se to izogibanje konkretnim odgovorom na konkretna vprašanja gre tem kandidatom izredno dobro. In mogoče kljub temu, da podajo neke odgovore in ideje, so ti odgovori dovolj široki, da si lahko kdorkoli predstavlja karkoli v tem spektru. In ko vprašamo za konstruktivne odgovore, dobimo odgovor, katerega lahko vsak posameznik oblikuje kakorkoli pač želi. Pa tudi, ko smo govorili, ko je bilo govora o aktivni udeležbi in o tem, da je potrebno se aktivno udeleževati, kdo pa to mladim dejansko pove, razen pač seveda oni. Mislim, v šolah, pač to, kar imaš v osnovni šoli, pač malo, 7., 8. razred, potem pa v srednji šoli o tem ni nikoli govora, razen pri eni uri mogoče. Kdaj? Kandidatom si postavil nekaj vprašanj, na nje so skušali odgovoriti po najboljših močeh. Kako si zadovoljen z njihovimi odgovori? Skrbi me, če so to njihove najboljše moči. Glede mojega vprašanja, konkretnih odgovorov, katere sem zahteval, nisem dobil. Ampak sem eden tisti, ki to razume, kajti vsak bi verjetno od nas poskušal zaigrati na tisto noto všečnosti, na način Miss Universe, vse bo lepo in prav. To jaz razumem, saj so najnazadnje v bitki za stolček predsednika države in bi verjetno jaz to tudi reagiral. Če pa jaz to razumem, pa ni nujno, da jaz to tudi podpiram. Njihovi odgovori so bili predvsem vzorčni, tako da sem danes bolj opazoval njihovo držo, če je le ta predsedniška, če so svojo vsebino od prejšnjih soočenj kaj dopolnili in predvsem kako se odzivajo na konkretna zastavljena vprašanja na tistem mestu, torej kako znajo odreagirati v neprijetni situaciji ob neprijetnem vprašanju. Zakaj potem bi mladi pravzaprav se mogli aktivno udeleževati, če noben tudi od mogoče ljudi, s katerimi se družijo v vsakodnevnem življenju, se pravi največ časa vsi preživimo verjetno v šoli, vsaj mladi, ali pa v študijskih letih na faksu, če noben ne postavlja tega na prvo mesto, tudi da je aktivna in odgovorna participacija ter pač aktivno udeleževanje v kakršnikoli dolžnosti državljana. Večina kandidatov je pozvala mlade, da se bolj aktivno vključujejo v politiko, kar je definitivno res potrebno, ampak tudi niso pa najbolj predstavili, zakaj bi mi to počeli ali pa kako se naj sploh lotimo tega, ker se nam zdi, ko nas sploh ne moremo priti zraven. Svojega mnenja nisem spremenil, ampak vsekakor pa se strinjam, da mlade treba pozvati na volitve, morda ne nujno z znižanjem starostne meje na 16 let, kot so to danes nekateri predlagali, ker v tem obdobju vidim večjo možnost manipulacije politike z mladimi.